moram reči, da v prvem momentu mi je bila hiša všeč, pa tudi sama gospa, ker pač je malce posebna gospa. No, in zdaj je prišla pač tako prilika, da sem organizirala tudi izlet in sicer za Društvo upokojencev Šempeter in Vrtojba, Društvo žena iz Vrtojbe in Center za pomoč na domu oziroma medgeneracijski center v Šempetru. In seveda danes imamo še 2 gospe iz Francije, ki so naše gostje. Gospodje iz Benečije so izrazili željo, da bi spoznali tudi Društvo upokojencev Šempeter Vrtojba, tako da smo tudi to srečanje uredili oziroma organizirali z pomočjo gospe Jožice, ki tukaj živi tudi. Všeč mi je tako da se ohranja kulturna dediščina teh krajev. To mi je všeč. Ja, s Jožicoj se poznam kakih 10-15 let odzadi, a od tega smo zapoznali to žensko, ki je tako ogromno velika in dobra. Potem smo imeli stike tudi ku občina, ma potem smo imeli tudi stike ku Beneško gledališče, ko smo kulturno sodelovali z njej družbo, ki je bila tle v Kombreškin. In tako se poznamo. Vsakon kaj se vidimo, se všafamo in se poprašamo, ko gre na preživljenje in do nas smo tle. Sveda je hvale vredno, da se najde nekdo, ki to zbira, zelo zanimive zadeve, predvsem zato, ker kdor gre tu mimo, je to interesantno, da se lahko ustavi. Jaz sem že prej rekel, v muzej gremo, ampak dostkrat te stvari bi v nekem muzeju ne videl. Tukaj pa vidimo in je to prav. In je hvale vredno in smo veseli. Ta prostor tukaj je sigurno, poleg pomembnosti za muzej, je sigurno tudi druženje, ker je današnji dan je tipično tak družaben dogodek, krasen dogodek. Ja, etnovojna zbirka Lukševa hiša hrani v bistvu zgodovino Kambreška srednjega okoliša in sicer od prve svetovne vojne, etnološko dediščino, po novem bo tudi kontrabandarska dediščina, prva svetovna vojna in seveda rodbinske kronike, recimo družinske fotografije, skratka tisto, kar je še oziroma kar ni bilo več. Ja, danes slučajno ste prišli, kadar je ta naša boreljada tle na Kambreškem, se pravi Vrtojbenci, Šempetrci, sem zelo vesela. In poskušali smo narediti na ognjišču vse te reči, ki smo jih včasih delili. Sami so kuhali polento, skuhali smo tudi korenje za prasce, smo ugotovili, da je zelo odlično, včasih smo otroci kradli s krompirja in to je to. Cvetka je bila en tak moj informator v bistvu za vso kambreško zgodovino in tak zanesljiv vir, ker vire moraš preveriti, moraš vsaj 3-4 ljudi dobiti, ampak jaz ponavadi, če mi je Cvetka povedala, sem vedela, da tisto, kar mi bo rekla, mi ni treba nikamor drham jet, ker kamorkoli sem šla, so povedali isto, tako kot ona, tako da bom večni dolžnik. Tudi prvo sliko so ohranili pri njih od Kambreškega, tisto najstarejšo. Zdaj sem pa dobila, veš, kdo je prinesel? Od tle hore, prv original je prinesla z Ljubljane, tista Lajhova hore, ki je, veš, ko so šli. In je imela original tisto staro sliko, tako da te naredim. Ja, prav original je prinesla, zdaj samo jo moram še narediti, prav?